Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. V njem raziskujemo, kako je odraščati in živeti na kmetiji, kaj vse mladi doživljajo, s kakšnimi izzivi se srečujejo ter kakšne priložnosti jim življenje na podeželju na kmetih ponuja. Danes smo se odpravili v majhno vasico samo z 9 prebivalci. Nahajamo se v vasi Dolenje Poljane v Loški dolini. Z nami pa je Ana Baraga. Pozdravljena, Ana. Živja. Torej, Ana, takole, tlele sva prijetno na kavču, v tvojem ambientu, v miru, zunaj je res idilično, prav simpatično, tako da mi je prav žal poslušalci, da ne vidite, kako je tlele lepo v tej dolini. Za začetek pa, Ana, se lahko mogoče malo predstaviš sebe, svojo družino, brate, kmetijo, starše. Torej, ja, kot je bilo že omenjeno, mi živimo torej v Loški dolini, oziroma nad Loško dolino, v vasici Dolenje Poljane. Nas je celih 9 prebivalcev. 5 od tega je torej naše družine, torej da imamo njivo, gost, pšenico, tako naprej. In torej vsak nekako na svoj način prispeva k temu, da smo čim bolj samozadostni. Torej, ja. O, lepo. Se pravi, polovica vasi je vaša družina. Tako, torej večino imamo, če kaj odločamo, to je to. Aha, ok. Če se vaša hiša odloči tako levo. Ne, se ne. Se pravi, brata sta pa Jakob in Andrej. Tako, ne? Starša pa Bojan pa Darja. Bojan pa Darja, ja. Tako, lepo. Se pravi, že ko sem te klicala po telefonu, ko sva prvič prišla v stik za podcast, sva se kar veliko časa pogovarjali o vaši prelepi vasici. In že takrat si mi kar nekaj povedala, pa dajva še zdaj s poslušalci deliti, kako je bilo odraščati v tej vasici. Mal povej, kako pač tlele zgleda, pa tudi kar precej visoko nadmorska je tukaj, pa tudi neke zanimive zgodovine ima tale vas. Ja, torej ta vasica leži 875 metrov nadmorske višine ima, leži nad Loškim poljem, torej nad Loško dolino. Tukaj je torej nekoč dan, v bistvu ja, v preteklosti je bila tle tudi šola pa gostilna, pa tudi v bistvu ta vas je bila med vojno in pred vojno, torej v bistvu vse skupaj večkrat oziroma v bistvu 2-krat bolj požgana. Prvič je bila požgana zaradi tega, ker je moja, recimo da prababica, nekako tako, no, je neprevidno odložila pepel in časov bile tudi strehe iz slame, torej se je to tudi zelo hitro širilo, no, tako da je pogorela vas. Pol to drugič v bistvu je pa tudi med vojno pogorela in takrat je v bistvu ostala samo ena stavba v vasi, to je bila Okoliševa kašča, no, drugače vse ostalo je pa pogorelo takrat, no. Ojoj. Se pravi, vas se je potem obnovila, ne? Tudi v bistvu vaša družina je sprva živela v nekje drugje, ne? Ja, v Si bistvu bila še ti čisto mala. tako je, v bistvu najprej je tukaj v vasi ostali so nazaj prišli določene hiše, družine, določene tudi pol niso več. Tudi naša, recimo, ko moja mama, stara mama, je imela tudi drugej žlahto, torej na klancah, pa laze, pa tam, pa so se sorodniki bi se med sabo pomagali in pol bi se ni noben nazaj prišel več živcem. In je pol bi se moja mami pa oči sta tudi, mislim, da 98. leta začela tle obnavljati, ker so bile same ruševine, pa gruble, pa tako naprej, pa tle bi bil se gozd, zdaj, ko smo mi tle. Je bilo v bistvu smrejke, gozd, hoje, karkoli, pač in je bilo treba najprej vse spucati, pa narediti. In tudi mi pač najprej bilo mišljeno kot nek vikendek, pa sta se starša odločila, ko sem še jaz prišla na svet, no, da je malo placa, smo živeli sicer prej v bloke, no, v starem trgu. In pa smo se odločili, da bomo se sem gor preselili, kar tudi zelo hvaležna staršem, no, da sta omogočila nam tukaj, se mi zdi tudi pol odraščajne. Je bilo zelo fajn in lažje, ker se mi zdi tudi povezava, ki smo že prej omenjali, torej tudi med vaščani, tudi od starejših vaščank in vaščanov smo se marsikaj navadili. Jaz sem tudi rada hodila k starejšim mamam na obisk, ker sem se tudi navadila kakšen kafe kuhati, krompir lupiti, pometati, pač vsa taka gospodinjska opravila in mi pač tudi to zelo dosti pomeni, no. Super, ja, tudi jaz sem v taki mali vasici in se spomnim, da sem velikokrat pobegnila od doma k sosedovim tetam, ki so vedno imele čas zame, pa smo zmeraj kaj počeli in se mi zdi, da je to medgeneracijsko vaško sožitje, da je tak priseben pridih odraščanju. Se vidi, da rada tukaj živiš. Si pa omenila, da zdaj tudi skuhaš kavo, oziroma tudi danes zjutraj si skuhala kavo, tako da sem presenečena, da jo znaš. Tlele zadaj je ena taka vaška legenda o tej kavici, a jo poveš?
Ja, zanimivo, da so marsikakšne prigode pa legende so tudi z našo družino povezane, no. Tule je bila spet v bistvu moja prababica, spet recimo, je tukaj je bilo v bistvu v sosednji vasi, torej mi smo zdaj na Dolenjih Poljanah, gor so pa Gornje Poljane, je malo višje ležeča vas in je imel župnik v bistvu Žignajne in je šel čez našo vas in je pri moji prababici pustil kofev zrne, da bi ga skuhala, da pride po maši nazaj. Ampak ona je najše videla kofetov zrne in je vedela, da se ga treba zmliti. Ona je pa sem kuhat ga dajla, ne. In pol je bil že vse konc maša, Žignaj na konc in pol župnik pride nazaj pa vpraša, če je kofe že. Pa mama reče: "A veste, gospod, kofe se še zmeraj kuha, je kar še trdo." No, pol je pa rekel župnik: "No, pol se ne pa kar še naprej kuha," pa je šel doli. Pol ni župnik dobil kave, tako kot jaz Ne. danes zjutraj. Tako, ja. Sem pa prav raziskovala tole cerkev, se pravi cerkev svetega Andreja. Ja, in iščem po zemljevidu Zgornje Poljane in nisem našla. In sem prejle ugotovila, starši tvoji so mi povedali, da je to v bistvu prazna vas in je uradno več ni. Se pravi, tam gor pa nihče več ne živi. Ja, v bistvu, ja, zdaj že par let uradno ni več vas, zaradi tega, ker nima več stalnega prebivalca. Sicer gor se nahaja še turistična kmetija Jure, ima en tle, ki pač zdaj živi v dolini. Sicer on je bil gori in ima in vsi so hiše ohranjene in vse tako naprej, ampak stalnega prebivalca pa ni, torej tudi vas izgubila status, ja. Na žalost, ja. Ampak je pa lepo, no, lepa vasica tudi. Je pa še višje kot mi, no. Wow. Še višja nadmorska, se pravi nekje okoli 1000, ne? Zdaj ne bom lagala, ampak mislim, da je cerkev 1000 nekaj, no. Pač take cerkev, ja. Je pa v vaši vasi pa tudi kapelica, ne? Gore je cerkev, tlele je pa kapelica. Ja, mi smo pa tudi, torej od te sosede, ki sem prej omenila, ki sem se učila kofe kuhati pa krompir lupati, je tudi, so bile prej, njihova hiša je bila prej, so bile Mežnarje vaške za to kapelico, kapelica Žalostne Matere Božje. In pol smo v bistvu mi prevzeli, pač je, ko sem se jaz toliko navezala, je pol posledično tudi nam dala. In smo zdaj mi, v bistvu jaz pa mami, pa tudi brata še kaj tako pokosimo, pometemo, pripravimo za Žignajne, pa vzdržujemo na splošno na to kapelico. Je pa tudi, mislim, da že od 18. stoletja, no, kapelica. Mislim, da je na portale, ne vem, tažen to smo soštesa, nek tacga lejtenca, no. Wow. Se pravi, res taka zgodovinska vasica, čeprav je imela svoje tegobe tekom let. Se pravi, prav veliko vaščanov tlele gor ni. S kom si se pa še družila, oziroma kje si še iskala družbo? Kolikor vem, si tudi članica Društva podeželske mladine Loška dolina, tako da kako te je pa to pripeljalo tja? Torej, ja, v bistvu, ja, mladina je v dolini, ne, to je logično. In smo tudi nas pol malo dol vlekli, torej brata, to je najstarejši brat Jakob, on je v bistvu ta prvi bil, oziroma ustanovitveni član društva bil, torej že od samega začetka. Pa tudi, torej moja sestrična Pija, ki je bila že na podcastu, je tudi ona bila članica oziroma ustanoviteljica društva. Torej je to že v žlahti, tako rečeno, nam društvu, no. In pol tudi pač sem videla, da se imajo fajn, pa najprej je šel Jakob, starejši brat k njim, pol je šel še Andrej, ta drugi brat v društvu. In pol malo zatem je tu še mene povabilo, ko sem videla, da se imajo fajn, pa kakšne piknike, pa na dogodkih, pa tudi majčke so me super in so mi bile všeč. Tako da me je pol vse skupaj malo povabilo, no, pa itak tudi te doline se malo poznamo že vse, se mi zdi, in je bilo prav fajn, ker se, v bistvu so šužeh prijateljem, smo se že poznali in tudi ne bo nič prav scary ali pa tako strašljivo, da bi šel, ne. Je bilo vse tako poznano že v redu. Se vaše društvo, se pravi Društvo podeželske mladine Loška dolina, je res eno izmed, bi rekla, bolj povezanih in res zagnanih društev in vedno na dogodkih Zveze slovenske podeželske mladine bolj kot ne ste prisotni. In sem videla ta vaš duh in moram reči, da mi je prav prijetno. Tudi bila sem pač malo, v bistvu so moji kolegice v tej dolini postale, tako da sem že dolino parkrat obiskala in se res čuti ta povezanost podeželja in povezanost mladine. Čeprav pač res daleč od mesta in drugih krajev, ampak mogoče pa glih zato se ljudje potem bolj povežejo. Ja, verjetno, ja, pa tudi tako se mi zdi, no, jaz tudi rečem, da smo dolina ena velika žlahta. Ker vsakič znova kaj izvem od mamice, s temi smo pa bratranci ali pa se pa, ne vem, žlahta v petem koleni, tako da je kar povezano, se mi zdi, no. Včasih najbrž niso daleč šli, ko so se ženili pa tako, ne, in pol vse ostane nekako v dolini. No, ko sva pa glih pri društvu,
vidim, da na sebi imaš majico vašega društva. Ponosna članica in odbornica. Bravo. In na tej majici vidim dve take zanimivosti te doline. Pa bi mogoče, se pravi, na majici je medved in pa ostrnice. Ostrnice, zdaj jaz vidim približno, kako bi mogli izgledale za poslušalce, pa morda poveš, kaj je to? Ja, v bistvu ostrnice so sicer v naši občini nekak tradicija, sicer zdaj malo nažalost izumira, se mi zdi, tudi znanje se izgublja, marsikdo ne zna več tako narediti, kot je bilo včasih. Ampak v bistvu cel point ostrnice je, da se pridelke lahko torej iz senu, pa kakšne druge, ne vem, fežu recimo, da se seši gora, ne. In to je v bistvu smrejka vrh smrejke ali pa jelke, ki je v bistvu zarzevna, kam pač je olupljeno. In pol je treba fajn močno zasedati v tla. In polej so zato potrebne ponovadi 3 ali pa 4 ljudje, ki je en je nazdevalne lojtre, en podaja zvile gori, en grabe, pa lahko je še četrti, ki pa v bistvu od spodaj, dokler on seže brez lojtre, on obdeva ostrnico. In v bistvu je treba tudi pač na te rogle tako fajn obdati, torej da se ne premakne, to je prav posebna tehnika in tako. In polej na koncu, seveda za estetiko, se pa ta smrejko ostrnico oziroma pač tu še malo počeše, tako da pol tudi lepo izgleda, no. Wow. Se Se pravi, zgrabljam, ja. bi rekli tak na sredi tak kol in okoli mrva, ali kako? Ja, v bistvu Tem na tak stilom. način, ja. Samo da v bistvu je tu, ti v bistvu pač pokosiš, pa pustiš, da se poseši, mogoče enkrat obrneš ali pa še več nekaj, pa se že začne lomiti, pa vse, ne. Torej v bistvu je... Ne sme biti čisto suho, Ja, ko se tako. sestavlja, ali kako bi rekli. Ja, tako v bistvu, da se pol ne lomi vse, pa ne uniči detla, pa vse tako naprej, ampak se pol lepo samo obdejve ostrnico in pol pustiš, da poseši in pol, ko je suho, se pač pobere. Wow. To še kdo dela v dolini? Se je, sicer letos, v bistvu smo imeli tudi v deželi Ostrnic, to je tudi občinski praznik oziroma pač dogodki se odvijajo. Ponavadi je bil tu en dan dogodek, zdaj je občina to malo spremenila, je dala na cel teden. Čeprav iskreno malo povem, je bilo lepše na med dnevi, pa smo tudi mi sodelovali tak v društvu in smo naredili tudi dogodek zdaj v eni Ostrnic, pa tudi povabili kakšne stojnice so bile. Pa tako se mi zdi, da je bila tudi neka povezava in smo tudi, bom po pravici rekla, tudi malo žurali še v noč, ne. Seveda, to se spodobi za Se mladino, spodobi, kako pa tako. drugače. Tudi vaščani, tudi starejši so bili. Tako da je fajno, se mi zdi, da se to ohranja, ker tudi v dolini, ko sem že omenila v pogovoru prejšnjem najni, da v dolini po mojem ni hiše, ki nima kakšne slike od ostrnice, ali pa cegla, na ceglu narisana ostrnica, ali pa pač naslikana ostrnica. Prav je res tradicija te doline. Je. Sem jo pa videla tudi tako mini tamle na robu vašega vrta iz fižola, ne? Ja. To si ti sestavljala ali skupaj? Prej si rekla, da morajo biti 3, ampak tista je bolj mala. Ja, ne? tista je bolj majhna. Tista sta pa moja starša, no. Sta pa ona poskrbela za eno. Super. Si liho omenila, da ste tudi kot društvo sodelovali, pa bi te vprašala, kater dogodek ti je pa pri društvu še tako všeč? Mislim, da imate neke dogodke tudi na Snežniku? Ja, torej, društvo torej se ukvarja z različnimi dogodki, tako kot v bistvu samo promocijo društva ali pa občine, ali pa tudi v bistvu da se pač društvo med sabo poveže. Meni so všeč tako mešani dogodki, najbolj recimo sta mi všeč torej naš pohod na Snežnik, ker smo se v bistvu odločili, torej ene par jih je šlo celo z doline v peš, ene par smo šli pa do izhodišča z avtom in smo pol tam štartali na Snežnik gor. In smo v bistvu tam bili pač gor prišli, prespali in pa šli zjutraj nazaj dol. Tako da smo ujeli sončni zahod in vzhod. Všeč mi je bilo tudi to, da smo srečali tudi kakšnega dolinca poznanega, so nam tudi ene dve prijazne gospe so nam tudi čaj častile oziroma zajtrk. Tako da je zelo tako, mislim, lep dogodek, ker tudi srečaš tudi koga, ki ne pričakuješ čist. Pol pa tudi ta drug dogodek, ki mi je recimo všeč, mi je bil pa tudi ta naš koncert Melodije podeželske mladosti, ki smo ga naredili oziroma prvič izvedli lani oziroma letos januarja. In se mi zdi, da je bil uspeh in da bo tudi postal tradicionalno, ker ga tudi že planiramo zdaj za 2. januar zdaj. In se mi zdi, da tudi se poveže društvo, da tudi vsak pokaže, kaj zna, da pač sodelujemo, en pride pomagati postavljati sceno, pa ne vem, telovadnico, pa tudi en pride pa malo te ansamble, pač skupaj povabi. So bili tu ansambli, bi rekla, glasbeniki iz društev, iz doline? V bistvu
naš Matevž, član društva, malo poskrbi za to, on ima malo ta poznanstva, tako da mešano, pa tudi naše društvo ima svoj ansambl, to je ansambl Tram, ki so člani društva not, tako da moramo tudi njih malo promovirati, no. Lepo. In je fajno, jih tudi malo ponudimo za kakšen dogodek. Je bilo to v bistvu kot dobrodelno oziroma sredstva se zbirajo? Ja, dobronamerno, v bistvu za društvo, delovanje društva, pa da pol lahko še kakšen dogodek tako organiziramo. Super ideja, ker vem tudi, da imaš rada zelo glasbo, tako da verjamem, da ti je bilo to pisano na kožo. To pa je. No, ko smo se tlele gor pelali v vašo vasico, pač jaz vem, da je tle kar nekaj medvedov, pa vse na poti vidimo iztrebke na cesti, pa se hecava z Markotom skupaj v avtu. Olej, Medo je bil tle. Pa nisva verjela, da je to res. A pridemo gor, pa so kar rekli vaši starši, da je res bil to Medo. Se pravi, je dosti medvedov v tem koncu, jih srečujete? Ja, v bistvu se mi zdi, da že redko, da ga ne srečaš, no. Celo tako, ja. Da pač jih je kar, no, so se razmnožili, moram reči, no. Tudi prej, kada je mi oči dostikrat razlagal, kar me je zelo šokiralo, da on je hodil torej v gozdarsko srednjo šolo Postojno in so imeli po Javornikah pa tle prakso, ki so hodili gozdarji in je tudi rekel, da pač ga niso srečala, ne. Jaz pa pač sploh niso vedela, kako izgleda, recimo. Jaz pa pol tle grem na sprehod malo naokoli, pa skoraj da ne ga srečaš na vsakem sprehodu, a ne. Torej, moraš biti tudi ti pozoren, malo gledati okoli sebe, ne. Tako da, je pa pestro, no, vse skozi na trznih pol, no. Bi skoraj rekla, da jaz ne vem, če bi si upala potem sploh na sprehod iti. Kaj pa narediti, no, če medveda srečaš, da? Pa, tako bom rekla, no, tudi mene že od majhnega, tako da mene ne je strah medvedov. Me že učijo, tako da medved v bistvu on se tebe boji, ker te zavoha, pač greš. Torej se je malo bolj glasen, da opozoriš nase. In pol bi se medved naj bi se načeloma umaknil sam, ali pa pač, če ga ti zagledaš, se ti pač miren moraš ostati, torej ne panike zganjati. Če pa glih zdaj medvedko nabašeš, takrat pa pač res najboljš, da se umakneš, pa tudi spet ne panike zganjati, no. Čeprav tisto je malo zoprno, tisto je malo taka situacija, no. Če glih mes prideš, spet druga zgodba. Če pa tako delec sem tudi že srečala, recimo, sem šla na sprehod, pa sem gledala medvedko s 3 malmi, pa pol gledam, kam greste, pa se ustavim, pa sem videla, da greste proti meni, pa grem jaz malo nazaj, pa še one malo proti meni, pa jaz spet nazaj, pa še one proti malo, pa so pa nekam skrenile s poti, no. Wow. Bi rekla, da si tu kar ne predstavljam čisto točno. Ja, se je zanimivo, no, mislim, ne veš, dokaj ne doživiš, tako bom rekla, no, ko se mi zdi, da marsikdo, sploh kakšna mesto ali pa kaj se ne zna niti predstavljati, kako je s tem, in pa da reče, o boga žvalca, olej medvedek, pa pač se mi zdi, da ne je to čisto isto, vseeno imaš. Razumem, saj meni tudi fleten pač zavideti in vse, ampak moraš pa spoštovati, da je tudi divja žival, ne, da ni to zdaj pes ali pa mačka, ki jo imaš doma, ampak da ne smeješ ti pač kar proti njej riniti, pa vseeno, da se te ne sme toliko smiliti, ona je navajena tam živeti in pač ima ona vse pač navade in vse in bi se greš ti v njihov teritorij, načeloma, ne grejo one od tvojega, dokler ne pride v mestu, ne, oziroma v vas. Se pravi, bi rekli, da je eno tako spoštovanje mora biti do živali, pa vseeno skrb za svojo varnost. Tako je. Je pa tudi tako, da v bistvu pride kar tudi na dvorišče, ne? Ali pa, ne vem, tle imate sadje okoli hiše, pride sadje kradeti, ko je lačna, ne? Tako kot pravljice pridejo na hruške medved. Tudi pri nas, jaz se mi zdi, da moraš kar paziti, no, tudi marsikdaj je tudi kakšna stvar težko otežena v kmetijstvu zaradi tega, ker recimo tudi kaj pridelka, lahko tudi pridelke pride na njivo, ali pa pač največ je seveda sadja, ne, to je hruške ali pa jabolka, pride tudi na drevu in pa lahko ali je tudi večji medved ali je pa medvedski mladi in pridejo in pa se vejsijo po vejah, ki hočejo do jabolk priti, ki so premajhne in pa te tudi veje polomijo, ne. In pa nastane tudi škoda, zaradi tega se pač mi trudimo pač kaj pridelati in pa tudi dogradimo vrt s pastirjem, čeprav pač včasih zaleže, včasih pa ne, no. Se živali na koncu zmeraj tudi znajdejo po svoje in najdejo pot do svoje hrane. To pa je. No, super. Poleg druženja pri podeželski mladini pa te poleti najdemo tudi med otroki na oratoriji. Kaj ti pomeni to druženje? Ja, mislim, meni so otroci nekaj najlepšega, no, ker moram reči, ker sem tudi jaz, torej moja mama je najmlajša v njeni družini in zato so me že vse brate, sestre njene že otroke in zdaj, ko sem že jaz tudi najmlajša v naši družini, imajo že te otroci, torej bratranci, sestrične že otroke. In tudi na kakšnih srečanjah se mi zdi, da se tudi jaz raje grem k otrokom, se z njimi ukvarjam, ker se mi ne da poslušati starejše, kdaj, no.
navaditi. čisto otrok po duši in boš Točno to to, ja. ostala, se mi zdi. Sej zato, ja. In se mi zdi, da me je tudi to usmerilo k temu, no, da sem povezave, pač, da imam otroke toliko pri srcu. Tudi jaz smo že v osnovno šolo, ko smo hodili z brati, smo pač hodili jutranje varstvo zjutraj in tam smo tudi otroke prvi razred merkali, pa pač tudi v vrtcu sem bila nek cajt, tako da se mi zdi, da sem tudi tam pol malo spoznala to svojo veselje do tega, kar je pol tudi mojo pot šolanja naprej usmerilo. Torej, da sem šla na srednjo vzgojiteljsko in tudi zdaj na fakulteto še naprej. Ne. Wow, se pravi, zapisano kot otroki. Tako. Pol, itak pa še prej oratorij, torej se mi zdi, da pač tam je pa res neko združenje, torej se lahko ukvarjam in s tem, pač torej in za otroke se pogovarjam, uživam in torej tudi z vrstniki in prijatelji, torej starejšimi, mlajšimi, animatorji, torej to je tudi fajn, se mi zdi. Tako da je in medgeneracijsko povezovanje in vrstniško povezovanje in vse povezovanje možno. In se starši tudi, tako da se mi zdi, da je fajn. In otroci uživajo, kar mi je tudi fascinantno, ker ga srečam na kakšni praksi, ki sem v vrtcu ali pa v šoli in itak pa srečam tudi kakšnega, ki je bil na oratoriji in me zmeraj pol povejno, da drugo leto se pa spet vidimo ali pa leto se pa spet vidimo, tako da je kar te malo po duši pobožano. Wow. Kje pa imate ta oratorij? Oratorij se pa dogaja tle pa na Starem trgu, ki je v bistvu cerkev in tudi imamo srečo, no, moram reči, da imamo toliko prostorov, torej imamo in kaplanijo in skedenj pol, tam se lahko zatečemo, če je dež, in župnišče in garažo, tako da je pač in odzadje bi se tak velik prostor, torej asfaltirano, kjer se lahko odvijajo tudi velike igre ali pa karkoli rabimo, tako da se mi zdi, da imamo res, kar se tiče in organizacija, da je fajno. Super, ti si animatorka verjetno. Tako je. Sem že malo prestari za udeleženca. Se ne vem, kako čisto točno gre, ampak jaz si predstavljam. Se pravi, vi potem tudi, bi rekla, naredite tak plan, kaj bodo otroci počeli tekom dneva. Ja, v bistvu mislim, do neke mere je že vse ustaljeno, torej že približno vse že vejo, tudi tiste, ki bojo recimo se zbirno pridejo k nam animatorjem, že približno vejo osnove, ali že odkar so bili oni na oratoriji, ali pa so slišali, ker ponovadi je približno pač zaporedje isto, se pa malo spreminja pol glede na vodstvo, kaj se odloča, kaj se dogovorimo. Je pa v bistvu plan, da se v bistvu pripravi nek sprejem za otroke, pol itak katekeze, pol se pa skupni uvod, igrca, pol neke proste igre, dejavnosti sigurno, delavnice, pa pol še itak neka velika igra za zaključek, pa še dvig in spust zastave, pa pol odhod domov. Koliko otrok pa to približno sodeluje? Pa odvisno, no sicer zdaj moram reči na žalost, da malo pada število, ker pač ni toliko otrok več doline, no, upam, da se to spremeni krivulja malo. Ampak ne vem, mislim, da okoli, ko sem bila še jaz udeleženec, pa smo šli, mislim, da enkrat na Breze je bilo Romajne, nas je bilo, pa mislim, da je bilo tisto največ, kar nas je bilo, mislim, da 150 se skupaj animatorji in otrok, no, tako da je bilo kar orek zasedba, no. To je pa že kar, ja. Tako da je bilo kar luštno, no. Sem pa tudi ujela, da včasih pa le odideš iz doline, čeprav imaš tu rada. In sicer letos spomladi si odšla na romanje. Aha. Ja, tu sem pa, letos sem šla na romanje na Poljsko, za 3 dni, je organizirala naša župnija, oziroma, mislim, ni župnija, dekanija, ja, je organizirala in smo šli. In mi je bilo pač zelo tako lepo, se mi zdi, ker marsikdo bi rekel bolj romarska središča, najem Italija, pa jaz ne vem kaj, bolj Španija, pa tako naprej, Portugalska, bolj za te centre, ampak tudi Poljska sama je zelo lepa in tudi ima dosti svetišč lepih in tako da se res umiriš, sprostiš, no, in tudi povežeš na kakšne druge ravni, kakor se lahko na podeželske ali pa doma, ne. Je to neka druga sfera, človek rabi tudi malo nezga, tazga bi rekla, notranjega miru in da se umiri. Lepo mi je, no, ker se mi zdi tudi, no, če smo še na te teme, jaz sem tudi lani smo šli v Italijo, sem bila tudi v Rime na Romajne. Tako da sem kar, mislim, sodelujem in hodim tle, se mi zdi, da je taka lepa priložnost in da vidiš malo kulture druge in malo potuješ, pa kljub temu pa še malo povežeš s svojim duhovno rastjo pa tako naprej. In tudi upam, da mi bo ratalo drugo leto iti na Bavarsko, no. Bi še tudi rada malo svojo nemščino še malo izpile do konca, no. Malo potrenirati, ko me reka. Nemško znaš? Ja. Iz risank sem se navadila. Iz risank? Ja, ker pri nas je, ne vem, pač imamo satelit in pol lovi tudi Avstro-Avstrijsko oziroma nemško. In pa smo, ko smo bile majhne risanke gledali pač skup, ne. Ampak brata se sta odnesla toliko, sem se mi zdi, no, se zdaj hvalila preveč, no, sem se mi zdi, da sem je vseeno malo več.
In tudi če zdaj gledam in tudi ko pač razumem in ko gremo kam v Avstrijo ali pa na kakšen sejem, na Holzmesse v celot, tudi pač mi je fajno, da lahko malo potreniram, da malo govorim s kom, ki nemško govori, ker tle sem v bistvu sama. Se pravi, imaš malo posluh za tuje jezike, ti gre v ušesa. Mi grejo in angleščina in vseeno. Sem bila tudi na Irskem, recimo, so nas tudi Slovence pohvalili, da znamo dobro angleško, sem rekla, jak se učimo že od ne vem katerega razreda. Tako da je kar vredno. Fajn, ker pol več jezikov znaš, več veljaš, je pri nas pregovor. In tudi se mi zdi, da je res, ker pol tudi lahko so te odprta marsikatera vrata, greš lahko kamorkoli, pa se lahko zmeniš, kar češ. Naj treba glih vse z rokami povedati, čeprav tudi vse da. Ampak mislim, da tako angleščina sploh, pa še dobro, kakšna nemščina, španščina, kaj tacga, pač te pride zelo pravno, bom rekla. Ja, se mi zdi, da se svet potem malo ti približa, če lahko pač komuniciraš, ker res z enim tekočim jezikom angleščino, pa še kaj poleg, lahko greš po celem svetu skoraj, da. To pa je res, vse za to. No, ka pa sva lih pri posluhu, nimaš posluh samo za jezike, ampak tudi za glasbo. Boš povedala kaj več o tem? Ja, lahko ne. Torej, ja, jaz sem že v osnovni sem hodila v glasbeno šolo, pa tudi v bistvu zaradi šolanja, torej izobrazbe, tudi srednje šole smo imeli obvezno, da smo igrali en inštrument, torej jaz sem se izbrala klavir, pa pol itak še flavto, ne, je bilo še obvezna izbira. Pol iz svoje radovednosti oziroma želje sem se naučila pa tudi ukulele, sicer to je bolj ljubiteljsko zame. Wow. Tako da tisto je bolj za dušo, tako meka, tako kot harmonika, pa je bolj za dušo. Tisto je bolj, drugače sem pa tudi hodila 9 let v osnovni na pevski zbor, ker tudi rada pojem in mi je glasba pač zelo velik del vsakdana. Tudi zdaj še zmer pa v cerkvenem pevskem zboru pojem tle v naši župniji oziroma pise sosednje na Babnem Polju pojem, tako da mi je to zelo všeč. Ja, glasba pa je tako, kot sem rekla, da je vsakdanjah. Zdaj imamo en tak prenosen radio, tak Makita na baterije in zdaj smo tle Otavo grabili, sem ga imela sabo, pa ko gremo kaj na njivo krompir pobirati, je bil radio obvezen del opreme, obvezna oprema zraven. In tudi vsako nedeljo ognjišče ožgemo, so čestitke, pač resno. Se mi zdi, da je glasba pri nas povsod, mora biti. Se pravi, pri delu prisotna. Tako je, da je pa, mislim, tako kar tak družabne je rata, vse pa pač tudi kaj zapojemo, kdaj kakšen več, kakšen manj, ampak Čas je bilo tako, da pri teh delih, opravilih na kmetiji se je vedno zraven pelo, pa v bistvu malo žingalo, ki je bilo še vse bolj ročno, pa je dlje trajalo, pa so se ljudje rabili malo skrajšati čas. Vse zato, vse pa ne smo tudi še bolj na unme načine, no, da je bolj ročno vseeno. Vse za samo skrbo je mogoče to še nekako, ja. Vse je, pa kaj naj spet točne gromozanska, kako če reč, površine, kakorkoli bi te mi rekla, no. Vse to da je obvladljivo tudi na roke. Čeprav, ko smo se hotele ujeti po telefonskem klicu, si skozi krompir pobirala par dni zapored, pa do tebe nisem prišla. Ja, in 3 dni smo ga, da smo ga, pač brata sta bila službeno, nesta smo pa jaz, pa oči pa mami, smo mi 3 pobrali na krompir. Radio vam je pa tempo dajal. Tako. Super, kateri stil glasbe pa drugače imaš najrajše? Narodno ali tudi kaj drugega? Bom rekla tako, pri naše hiše je od A do Ž, no res. Oči je bolj sicer malo mogoče bolj dalmatinske, pa tako da tudi tisto poslušamo, pol tudi narodno zabavno je tako vezan del vsega. Jaz tudi kakšno angleško, pop, nemško, karkoli, kakšne druge jezike poslušam. Tu pa tudi na meni so tudi všeč kakšne, sicer zelo za kakšnega šokiran, tudi kakšna Tereza Kesovija mi je zelo všeč še zmeraj. Me je taka za dušo pobožati tudi ta, Tako da, ja, imamo vse, no, ni da ni, bom rekla. Smo vsega vajeni. Vse okuse. Jaz sem bolj kar je na radio, vidim, da imaš ti bolj okus. Počasi greva proti koncu, pa bi te vsem še 2 vprašanji. In sicer, kaj ti pomeni domača vas? Ta pa kar. Ja, domača vas, mi zdi, da mi pomeni nekako neko zavetje oziroma možnost oddiha, sprostitve, tudi neka varnost, se počutim tukaj varna, ker vem, da me pač tle sprejemajo, tako kot sem. Mislim, se je tudi drugi sicer, ampak vseeno tista domača vas je bolj pristno. Tudi, ko sem v Ljubljani, recimo v študente na faksi, pa tudi, ko sem bila na teh raznih romojnih izmenjavah, kjerkoli sem bila, se mi zdi, da pač še zmeraj domača vas je le domača vas in pač tu vem, da za vsak bo rekel, da je njihova najlepša, ne, itak najlepša, sigurno. Tako da, ampak je resno, taka oddihno, mir, lahko grem tle srd gozda, se usedem, pa vzamem psa sabo na sprehod, pa pač tam sediš, pa poslušaš.
pa vidiš, da te noben ne obsoja, ne nič, no, tako da se mi zdi, da je res fajn. Ja, se mi zdi, da ljudje kar pustimo srce v svoji vasi. Bi rada ostala tukaj? Ja, želja je taka, zdaj bomo pa videli, kaj bo prihodnost Ali pa prinesla. saj ne predaleč, ne? Ali Tako, kako? ja. Saj okrožje, bližnjo, ja. Se mi zdi, da te, ki poznam iz Društva podeželske mladine Loška dolina, nobena ne bi šla prav daleč, da je prav luštno tlele. Saj to je. Si menila, da imaš tudi kužko? Ja. Prejle me je olajala enkrat, dvakrat, trikrat, za vsako je mislila, da sem na novo prišla. Kako je ime? Ja, to je pa naša Pika, je pa border collie, sicer je že senior, no je stara 12 let, tako da je že velik del mojega otroštva in življenja, oziroma od vseh nas, no, naše družine in tudi vasi, vse poznajo. Se mi zdi, da ja, tako pač malo popestri življenje, pač se da, mislim tako, na drug način se povežeš, ne, ki tako postane tako član družine, ne, sigurno, in mislim, brez tega zdaj, ker razmišljaš nazaj, ne bi mogel človek, no. Se mi zdi, da živali včasih na drugačen način čutijo naše razpoloženje in da znajo Itak. da tako uteho. Ali pa so poleg, ki si vesel, pa so še one vesele. Ja, sigurno, te začutijo vse, mi se dostikrat hecamo, da samo govoriti ne znajo, a ne. Da Ja. pač res je. Bi bilo zanimivo slišati, kaj bi rekle. To pa ja. Pa enega mačka še imate, ne? Ja, mačka je pa Sivko, ja, oziroma Ivan ga jaz kličem, no, ker je To mi- sive barve. Je po Ivanu Sivcu, no, malo A je inspiracija iz bila. tle pride, to je pa pisec besedil. Tako, a ne? ja, V pisatelj, ja, Ivan Sivc, in pol je pač tudi maček tak siv in mi je bila to prva asociacija Ivan. In jaz ga kličem ljubkovalno Ivan, sicer je Sivko, muc, pač ni da ni, no. Ja. Maček večjih imen, no. Maček Ivan, zelo dobro ime, unikatno moram reči. To pa ja. In pa še eno vprašanje, kaj ti pomeni družina? Družina pa pač tako, neka podpora, neka vir informacij, vir nasvetov. Se mi zdi, da tudi brata oba, ke pač tudi za šolo, kar sem rabila, sta mi tudi pomagala, ker sta šla že pred mano čez to, sta mi kakšen nasvet dala. Tudi na vzgojiteljskem je treba tudi marsikaj ročno znati, torej smo mogli kakšna glasbila narediti, s kakšne kovine ali pa z lesa, karkoli, sta mi tudi posodila kakšno orodje ali pa kakšen nasvet, ali pa tudi pomagala, ali pa kakšne igre, ki sem mogla narediti za kakšen predmet, sta mi tudi pomagala izdelovati. Tudi druge člane družine, no še oči pa mami, kakšen nasvet. In se mi zdi, da res, no, je tak, če res ne vem, ali pa ne vem odgovora na karkoli, pač se vem, na koga obrniti. Čeprav je tudi kdaj kakšen nesporazum, no, to itak je povsod. Sam pač se mi zdi, da se zmeraj pol spet nekako najdemo skupno. Ja, deluje, da dobro rešujete te nesporazume, ki vsekakor pridejo. To pa ja. Ja, družina je tista opora, ki jo imamo v življenju in dobra popotnica za naprej. Sigurno. No, hvala ti, Ana, da si nas danes sprejela v svoj domek. Ja. Imela si zelo zanimive pripombe, komentarje. Hvala, ker si nam pokazala vašo vasico in odprla svoj dom. Ja, hvala vam za obisk. Danes sem bila z vami Mataja Koper, vi pa ste poslušali podcast Mladost na kmetiji. Vabljeni k poslušanju naslednje epizode, vsem vam poslušalcem pa želim, da vseeno ne boste nikoli srečali medveda.